moje strani. Ne boste verjeli, ampak res je, da smo že 12. maja poslali, torej ne zahtevo, ampak poziv Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, torej poziv, da naj prepreči kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji, kjer smo pač zapisali to, kaj vlada oglašuje na svojih spletnih straneh. Vlada se je, torej tisti, ki jih nismo pozvali inšpektorat, pravzaprav do danes, ki je 18. ni naredil nič, oziroma niti nobenega odgovora nisem dobil, ker sem to poslal kot poslanec. Se sicer sprašujem, ali Inšpektorat za notranje zadeve dela inšpekcijo še v Sant Moritzu, mogoče se je zadržal tam gore, pa bo malo kasneje prišel nazaj po končani referendumske kampanje. Torej, odzvala se je vlada, sicer na eni tiskovni konferenci, vendar kljub temu smo potem pozvali tudi predsednika Pahorja, oziroma sem predsedniku Pahorju poslal pismo, kjer smo pač napisali, da v nasprotju z zakonom o referendumski kampanji pač je dopustil tako oglaševanje kot agitiranje in pozivanje volivcev k eni izmed odločitev. No in sedaj, če je že to naredil, potem bi seveda pričakoval, da bi svojih 10, še vsaj naših 7 pozivov proti kampanji, torej proti temu sporazumu, lahko objavili. Sicer pa v Sloveniji nimamo 10 točk za ali pa 10 proti, ampak 2 milijona Slovencev nas je, od tega 2 milijona 3 odštejemo Pahorja, Kresalovo pa Golobiča, ostali smo tako ali tako, verjamem, vsi proti takšnemu sporazumu, kot je to. Ampak, veste, ste o tem mislili, da je to edina kršitev strani vlade. Celo več se je pokazalo na Twitterju, torej objavljajo na spletnih straneh web vlade, kao neki ljudje, ki se pač zanimajo za te zadeve, torej svoje razloge za sporazum, ampak izkazalo se je, da je pravzaprav celo logotip 10-krat za sporazum, ki ga ima vlada, tudi na tem Twitterju pravzaprav isti, za sporazum je spuščen in piše za razum. To pomeni ne samo, da davkoplačevalci plačujejo ali plačujemo, torej objavljanje na spletnih straneh vlade, ampak celo preko Twitterja, kjer so pravzaprav angažirali, če hočete, po mojem celotno zunanje ministrstvo, celotno notranje pravosodje in tako dalje. Torej, zraven je seveda preko tega vpet tudi Urad Vlade za komuniciranje, ker kako pa bi drugače razumeli, da je sinoči tik pred soočenjem preko Twitterja, tako tam v studiu, so poslikali in seveda poslali preko interneta, torej fotografije, koga že? Žerjava, Černača, Ljudmile pa Jelinčiča. Ne, niso teh poslali, ampak slikice so bile od Žbogarja, Aleša in Franka Jurija. In potem so seveda tudi napisali, nocoj ne zamudite torej prvega referendumskega soočenja in tako dalje, in seveda navedli samo njih, torej Aleša, Žbogarja, Aleša Zalarja in Franka Jurija. Torej, vseh tistih, ki so pa proti temu, pa, kaj pa jaz vem, mogoče pa se jim aparat pokvaril, torej pozabi. Skratka, tudi to plačujejo davkoplačevalci in tudi to je v nasprotju z tem, kar je moj kolega Tanko rekel, neko zaobljubo se dala v državnem zboru, vendar verjetno so tam na tiho brali, da bodo spoštovali ustavni red, vendar so verjetno sami pri sebi v glavi pa rekli seveda za tisto drugo
pravno državo, ki bo veljala samo za nas, ki imamo oblast in denar. Hvala lepa.